Drage gledalke, spoštovani gledalci. Včasih se zgodi, da se počutimo slabo, pa ne vemo, od kod naše slabo počutje izvira. Lahko imamo fizične težave, vendar naši zdravstveni rezultati kažejo, da je z nami vse v redu. V takšnih primerih gre pogosto za psihosomatsko obolenje. O psihosomatskih težavah se bomo pogovarjali z družinskim zdravnikom Leopoldom Golouhom. Najprej nam bo razložil, kaj je sploh psihosomatika. Izraz psihosomatika opisuje tiste težave bolnika, ki imajo primarno psihični vzrok. To je lahko vzrok v čustvih, v mislih, v občutkih. Kaže pa se na telesu v obliki težav, kot so bolečine, motnja prebave ali kakšni drugi problemi, kot so mravljinci, bolečine v prsih in tako naprej. Lahko tudi kot zmanjšana zmogljivost. Se pravi, bistvo psihosomatskih bolezni je v tem, da če vplivamo na vzrok, to je na psihološko, čustveno in umsko stanje, vplivamo na ugodnejši potek bolezni. Kaj je vzrok za psihosomatsko bolezen? Od kod takšna vrsta bolezni izvira? Vzrok za psihosomatsko obolenje so neizražena čustva, neizraženi občutki. Povedal bom tako preprosto. Predstavljajmo si balon. Mi nekaj doživimo. Čutimo v sebi kot balon. Potem, če to povemo, se bo ta balon izpraznil. Če to zadržimo v sebi, bo ta balon ostal napet. Ko naslednjič doživimo isto stvar, naprimer naletimo na neko oviro, se bo ta balon še malo napihnil. In ko naslednjič naletimo na isto oviro, se bo še malo napihnil. In počasi je vedno večji, v sebi začutimo bolečino in napetost. Potem, če smo nesposobni izraziti te občutke, zato ker ne upamo, zato ker se ne spodobi, zato ker je to nekaj, kar nimamo nikomur za povedati, potem bo telo poiskalo, rečemo, ventil, somatski ventil, se pravi izraženo skozi telo. Ker nismo zavestno povedali, skomunicirali, bomo skomunicirali skozi občutek v telesu. To pomeni, da bomo zaznali bolečino. Na umskem nivoju, na telesnem nivoju pa kot oslabitev nekaterih funkcij telesa. Kakšni so znaki psihosomatskih bolezni? Kdaj zdravnik sumi, da gre za tovrstno bolezen? Nekateri simptomi na telesu so tipično psihosomatski in moramo vprašati po čustveno-psihičnem vzroku. Bolečina v trebuhu, prebavne težave, bolečina v prsih, glavobol kot najbolj tipičen, potem nespečnost ali nesproščenost. Človek lahko reče na primer takole: vse je v redu, ne počutim pa se dobro. In to že nekaj časa. Na primer 3 tedne, 3 mesece. Če je težava brez prestanka, če nima tega običajnega navalovanja, da imamo glavobol, pa mine, pa imamo, pa mine, pa vemo, s čim je povezan, potem moramo iskati psihosomatski vzrok. Bistvo psihosomatskih bolezni pri zdravljenju je v tem, da moramo vplivati tudi na izvor, na psihosomatsko ozadje. Po biopsihosocialnem modelu so tukaj lahko vzrok misli, čustva, občutki in okolje. Če se mi v nekem okolju ne počutimo dobro, če se v službi ne počutimo dobro, če smo pod mobingom, bomo tudi zaznali neke težave. Posebej od trenutka naprej, ko jih ne moremo več izraziti. To je tudi v primeru, če je to povezano z občutkom krivde. Danes, ko odpuščajo, lahko nekomu rečejo: slab delavec si. Lahko je to res ali pa ni, ampak delavec s to oznako se ne bo več upal tako pritoževati, izražati,
ker noče govoriti o tem, da je nesposoben in bo to zadrževal v sebi. Kako lahko ločimo psihosomatsko obolenje od fizičnega? Tak tipičen primer je bolečina v prsih. Kadar je resnična bolečina v prsih, pacienta tišči. Kadar je psihosomatska bolečina v prsih, ga boli bolj levo, nekje okrog bradavice in ga stiska. Se pravi, to ni tiščoča bolečina, ampak je stiskajoča. On ima premalo zraka. Ko naletimo na takega pacienta, je pomembno, da z njim opravimo tudi pogovor o psiholoških in čustvenih vzrokih. Včasih temu rečemo tudi menedžerska bolezen, bolečina v prsih, ker je povezana s pogostimi stresi, s občutkom nesprostitve. Nikoli se ne more zares sprostiti. Takemu pacientu pomagamo. Prvič mu damo dovoljenje, da se lahko sprosti, da se vzame svoje pol ure na dan, ko nima skrbi. In drugič, povemo mu, da ta bolečina ni nevarna, zato takrat, ko se pojavi, se on psihično razbremeni, naredi nekaj zase, si uresniči neko čustveno željo ali gre na običajen sprehod. Bolečina bo popustila. Kako naj ravnamo, če sumimo, da imamo psihosomatsko obolenje? Najboljši nasvet je, da ko se pojavi psihosomatsko obolenje, ga takoj prepoznamo in ukrepamo. Dlje časa, kot je motnja prisotnja, več bomo potrebovali časa, da bomo odstranili vzroke, pa tudi škoda na telesu bo bolj izražena. Ponavadi so psihosomatske bolezni počasne, nastajajo 2 leti, 5 let, 10, 15 let, se pa s časoma poslabšujejo, če je vzrok ves čas prisoten. To pomeni, da je treba vedno pri vsaki telesni motnji, ki se je pojavila od včeraj do danes ali pa se že dlje časa poslabšuje, vprašati, kaj lahko naredim na področju zdravega življenjskega sloga in na področju psihosocialne skrbi zase. Kaj lahko naredimo, če imamo pogoste glavobole? Takrat, ko se pojavi glavobol, se človek naj vpraša, kaj se je v tem trenutku zgodilo, ko se je pojavil glavobol, katera situacija, kaj mi ni všeč, kaj bi si želel ali želela, da je drugače. In tako pogosto dobimo svoj vzrok za svoj lastni glavobol. Kaj lahko sami naredimo, da se izognemo psihosomatskim obolenjem? Pomembno je, da v svojem življenju skrbimo za sozvočje med duhom, občutki, čustvi in telesom, telesno dejavnostjo. Vsak dan se lahko vprašamo, ali smo naredili nekaj za svoje telo, ali se dobro počutimo in ali lahko nekaj danes naredimo, zato da bomo bolje v sozvočju. Prvi korak je pa vedno, priznajmo si svoje stanje, šele potem lahko ukrepamo. V življenju si je po delu potrebno vzeti tudi čas za sprostitev. Za svoje dobro počutje je potrebno skrbeti na večjih ravneh, tako da jemo dobro hrano, se gibljemo in počnemo stvari, ki nas polnijo z zadovoljstvom. Da bi bili zdravi in veseli še naprej, pa se vseeno pogovorimo o težavah, ki nam ležijo na srcu. Jaz grem na klepet s svojo prijateljico. Lepo se imejte, vidimo se v četrtek.